Spoštovana dama in spoštovani gospodje, še enkrat dobro jutro in dober dan, verjetno na današnjem srečanju. Mi smo po dolgih letih nekega nenastavnega zatišja v Sloveniji, ko je gradbeništvo tako rekoč skoraj upadlo, se sesulo. Bilo je še nekaj inercije v letih po 2008, potem je pa začela izjemna stagnacija. Veliko kadrov se je izgubilo, veliko kadrov je odšlo iz naše stroke, veliko jih je tudi zapustilo Slovenijo. Mi smo nekako ustrajali v tej ekipi in pa smo poskušali to našo strukturo tudi zadržati, oziroma na prakso, ki smo imeli v preteklih letih, probali delati korake naprej in danes bi radi enega teh na kratko predstavljal, čisto kot informacijo, da dobite vtis, morda pa tudi pri kakšnem vašem projektu, da to zadeva koristna. Moram reči, da veliko delamo v bivših republikah Jugoslavije in tudi tam nabiramo izkušnje in tam tudi ustvarjamo projekte, tako da imamo relativno velik delovni prostor, kjer pač lahko plasiramo misli med strokovnjaki. Poraba oziroma priključne moči objektov se kakorkoli vedno zmanjšujejo, se pravi, govorimo o toplotni in ogrevalni potrebni moči. Pri novih zgradbah tako imamo neko zakonodajo, ki nam definira transmisijske izgube, prezračevalne izgube so se izjemno zmanjšale, oziroma na EKO-design 2018, hkrati se tudi poraba električne energije na topilnih napravah zmanjšala z januarjem 2018 v Evropski uniji. In vse skupaj to vodi nekako k temu, da se pa, oziroma to, da se priključna moč objektov zmanjšuje, da je pa implementacija obnovljivega vira energije vedno bolj smiselna. Pokazalo se je v času, recimo, da lahko rečemo v obdobju več kot 10 let, čemu se ukvarjamo, da lahko s pomočjo obnovljivega vira energije zelo dobro handlamo z potrebo po toplotni in hladilni energiji v objekti, če je to potrebno. In tu smo nekako naredili eno združitev in naredili neko toplotno črpalko, ki je hkrati tudi hladilni agregat in hkrati je narejena tudi tako, da lahko energijo prenaša znotraj zgradbe. Saj veste, če imamo neko veliko zgradbo v sredini zgradbe, recimo nekega tržnega centra, imamo vedno viške toplote. Ena inštitucija, ki ima pač velik gabarit, ima vedno v notranjosti neke viške toplote, na obodnih stenah ima pa pač potrebo po energiji. Če je hidravlični sistem tako narejen, da objekt lahko napajamo na različne načine, potem je možno na zunanji strani objekta pripeljati hladilno energijo oziroma toplotno energijo, na notranjosti objekta pa to energijo lahko poberamo in jo s pomočjo take naprave transportiramo na obod zgradbe. Mi smo to nekako imenovali neko hibridno napravo. Hibridna moč je v tem, da smo poskušali hladilni sistem znotraj toplotne črpalke narediti tako, da je čim bolj fleksibilen in da je enostaven. Da je iz vidika obratovanja in kasneje tudi vzdrževanja čim enostavnejši. To je možno na tak način. Eno od elementa je tudi tako, da imamo v napravi vključena dva izparilnika, ki pobirata energijo, bodi si iz vira energije, bodi si iz akumulatorja, kjer pripravljamo hladilni energent. In hkrati smo pa se nekako odločili, da bomo šli v smeri zelo učinkovitega, enega najučinkovitejših geotermalnih oziroma obnovljivih virov energije, to je plitva geotermalna energija, bodi si talna voda, površinski kolektorji, geosonde, reke, morja, vse to je možno uporabiti pri enem takem hladilnem stroju oziroma takem kombinirani napravi. Moče še enkrat ponovimo, da to hkrati nadomeča in toplotno črpalko in hladilni agregat, vse skupaj v enem hišu, kar pa seveda zagotovo omogočajo na visoko učinkovito simultano pripravo energenta. Saj veste, ko dela hladilni agregat, takrat imamo vedno neko odpadno toploto, ki jo največkrat, kadar imamo sisteme, kot jih je danes veliko montiranih, pošljemo v okolje in se potem preveč ne skrbimo za to, samo da nam hladi. Poglejmo nekaj prednosti ali pa nekaj poudarkovane take simultane priprave ogrevalnega hladilnega energenta. Če pogledamo malo v drobovje naprave, bomo zagotovo videli, da tukaj gre za minimalno porabo energije, tukaj mišljamo na pogonsko energijo, elektriko,
optimalno samodejno prilagajanje potrebi objekta. Objekt ima vedno enakih potreb, bodi si na ogrevalni, bodi si na hladilni strani. Naprava se optimalno samodejno prilagaja. Če združimo hladilni agregat in toplotno črpalko in sistem za pripravo sanitarne vode v eno napravo, potem bo zagotovo priključena električna moč objekta najmanjša možna v tem trenutku. Manj ni možno. Moče še z drugega vidika pogledamo, če smo namestili hladilni agregat zato, da vzdržujemo potrebe po hladilni energiji v zgradbi, je cilj, da za to isto električno priključno močjo pokrijemo tudi zimo in sanitarno toplo vodo. Se pravi, če že moramo hladiti, ne rečemo, da potrebujemo za eno 30 kW priključne moči električne, potem naj bo ta električna moč cilj, da z njo pokrijemo tudi vso potrebo po ogrevalni energiji. En drob detalj, ki tako napravo, hladilni agregat, uvršča tudi v tehnološko malo bolj dovršene ali pa dovršene sisteme, je only management kompresorja. Saj veste, kompresorji so vrteči stroji, ki potrebujejo različno nadzorovan sistem mazanja. Če nimamo tega v toplotni črpalki, potem seveda se bo ta hitro postavila, bodi si na več načinov, ali zaradi mehanske poškodbe, ali zaradi izpiranja bakra, zaradi blokiranja ležajev, skratka, da pride do kisline v olju, prebija nam električno vitje, izjemne težave. Se pravi, če takrat, ko kompresor obratuje in nimamo zagotovljenega 100% oljnega nadzora v kompresorju, lahko pride do velikih težav. No, tukaj v teh sistemih imamo nadzorovan dovod olja v kompresorje. In seveda pomemben poudarek, vse je z obnovljivimi viri energije, razno osnovnega energenta. In če tukaj malo pomislimo na fotovoltaiko, pa se že bližamo k temu, da so razmisleki, kako narediti samoskrbno zgradbo, niso več tako strašno daleč. Vsaka toplotna črpalka ima na svoji visokotlačni strani relativno visoke temperature komprimiranih par kladiva, in če se tukaj vključijo dodatni toplotni menjalnik, je priprava sanitarne tople vode zelo elegantna. In ker sočasno pripravljam tudi sanitarno toplo vodo, je tudi zaradi tega priključna moč manjša. Seveda tak menjalnik je lahko opcija ali ne. Uporabljamo spiralne kompresorje, ne spiralne oziroma spiralne kompresorje, in z pravilno vgradnjo takega kompresorja dosežemo izjemno mirno obratovanje takega kompresorja. Vi veste, da so scroll kompresorji narejeni tako, da tudi delno lahko v njih spustimo kapljevino, prenesejo to obremenitev, seveda pa to nikoli ni koristno. Tukaj se trudimo, da nikoli ne pride do tega, da se nam kapljevina prenese v karterski prostor in potem nekako pride v sam kompresijski prostor in potem povzroča vibracije sistema, kar nadalje lahko povzroča seveda avarijo. Če imamo vse skupaj združeno v enem agregatu, je seveda tudi vzdrževanje takega agregata kot ene naprave ceneje, kot če vzdržujemo dva agregata. Če združimo toplotno črpalko in hladilni agregat v eno integrirano enoto, bo tudi prostorska potreba zelo majhna oziroma nekako minimizirana, koliko pač gre. Če se samo postavimo v letni režim obratovanja, bomo videli, da je poletje pravzaprav najtežje. Ni problem zima, problem je poletje pri nas. Kajti v poletnem režimu, če imamo hladilni agregat, ki je zračno hlajen, se nam zgodi to, da bodo kondenzacijski tlaki v neki hladilni napravi izjemno visoki, ker drugače ne gre. Sploh če še na kakšni strehi, zunaj so visoke temperature, potem imamo še sevanje nazaj od segrete strehe in se tam temperatura okolice bistveno više, kot je izmerjena na Hidrometeorološkem zavodu, in potem tak agregat deluje slabo. In ne samo, da deluje slabo, da ima slab ER, ampak s tem, ko se nam viša temperatura kondenzacije, moramo računati, kaj se v kompresorju dogaja. Olje prične razpadati, v olju se tvorijo kisline.
kisline s časoma nažirajo ovoj, navitja, nekaj takega kompresora in potem lahko hitro pride do preboja. Dobimo burnout in ko imamo burnout v enem sistemu hladilnem, potem to pomeni katastrofa. Praviloma se mora vse zamenjati. Tega ne želimo. Pri takem sistemu pa lahko, kadar imamo poletje, kadar rabimo malo toplotne energije, sistem peljemo tako, da je na visokotlačni strani vzdržujemo kondenzacijski tlak. Se pravi, ko gremo za kondenzacijskim tlakom na tisto minimalno področje, ki ga neko hladivo dovoli, potem bomo videli, da je vložek energije in pa izplen hladilne, vložek električne energije in izplen hladilne energije izjemno velik. To je ta naš RR in pa COP se lahko večajo, v odvisnosti od tega, kako pač imamo narejen sistem ogrevanja zgradbe. Uporabljamo hladivo R410A. Svet se zelo tehta, kaj je zdaj prav, kaj ni prav, ali bomo propalno vzeli, ali skratka, tu je veliko razmišljanja. To hladivo je trenutno zelo uporabljeno v svetu še vedno, bo pa verjetno tudi, če v naslednjih 10 letih tudi tukaj prišlo do sprememb, tako da bo treba kaj ukreniti. S tem že računamo. Iz naše prakse vam samo lahko tudi to trdite, še enkrat samo potrdim. Veliko investitorjev, ki se je odločilo, da je to tehnologijo nadomestilo, so preprosto ugotovili, da se s tem sistemom da živeti zelo dobro, ker enostavno deluje. Res je, da morajo biti postavljeni vsi pogoji delovanja neke naprave, ampak z pravilnim načrtovanjem termotehnike se to da doseči. Mogoče pogledamo še na kratko, kako to deluje, kako izrabljamo ta obnovljivi vir energije. Ker smo rekli, da uporabljamo plitvo geotermalno energijo, se pravi vodosvetalno vodo, geosonde, površinske kolektore, površinske vode, seveda v zimskem režimu nekako poskušamo iz tega našega geotermalnega vira črpati energijo in pridobiti toplotno energijo za ogrevanje. Ko pridemo v poletni režim, seveda pripravljamo hladilno energijo tukaj za poletje, ampak to kondenzacijsko toploto, ki se nam pojavi kot nus produkt pri takem obratovanju, če ne potrebujemo nekje drugega, vračamo nazaj v vir. Mi regeneriramo vir. Če recimo regenerirate geosondo, boste videli, da so to izjemni učinki, ker so toploto uspete spraviti v zemljino. In to se potem izjemno pozna. In ko pride zopet nazaj, ko je prehodno obdobje, se pravi, ko je nekako začetek hlajenja, potem se izvira, kjer smo ga regenerirali, zelo da razbrati, koliko energije smo uspeli pri različnih sistemih vrniti nazaj v sam vir geotermalni. Se veste, kadar imamo toplotno črpalko z talno vodo, je voda samo nosilec energije. Treba si postaviti sliko, da v peščenem sloju, ki je, oziroma da sloju gramovca, ki je recimo visok 6-7 metrov in je veliko vode, tam ni veliko vode, največ je kamnine in peska, največ je možno energije spraviti ravno v to kamnino in pesek in voda je v bistvu samo transportni medij za to, da energijo prenašamo in ta energija se čudovito akumulira nazaj v tej zemlji. To se da zelo lepo videti iz diagramov, kako neko objekt obratuješ. Daniel, sad malo ključen. Izvoli. Moče ravno k tej temi zraven. Iz prakse na objektih, ki smo jih naredili, smo videli ravno to. Ta regeneracija v zemljini, recimo tam so bili konkretno geosonde, ne? In ko smo celo poletje odvečno toploto spravili v geosonde, v to zemljino not, se dejansko ta zemljina, ta energija akumulirala. Naslednjo sezono, zimsko sezono, ko smo začeli ogrevati, smo opazili, da so te temperature 2 do 3 stopinje više potencial, se pravi, kot je bilo prvo leto, ko smo začeli. In to se pozna nekje do januarja. To je velika prednost tega. Ne? Drugič, globalno gledamo, vidimo, po zimi smo energijo vzeli iz naše zemljine, geotermalno, poleti smo jo pa vračali nazaj. Spaj nič ne delamo, samo vrtimo to energijo okrog. In 100% obnovljivi vir. To se je zelo lepo pokazalo v diagramih. Imamo tudi več objektov, kjer se je pokazalo prvo leto, seveda, ker je samo koristi energijo, drugo leto je veliko boljša situacija. Se zelo regenerirajo geosonde, zelo veliko to vpliva. Zato je smiselno to energijo odpadno in šibati nazaj. In to je pač prav koncept tega, te naprave. Ja, hvala za pritomba je odlična. Zdaj, mogoče, če samo bi malo nadaljeval tukaj, če bi pogledali v diagram delovanja nekega kompresorja, kako se spremeni
porabljena električna energija in pa pridobljena bodi se toplotna oziroma hladilna energija, če se temperatura medija spremeni samo za 1 ali 2 stopinje, če mi iz temperature izparjevanja malo spremenimo, kaj to pomeni? Če spremenimo temperaturo kondenzacije malo, samo koliko se to pozna na obratovanju kompresora, kakšen je potem volumetrični izkoristek nekega takega stroja in potem se to avtomatsko pozna tudi tako je zelo namočen. To so izjemni vplivi. Na zunaj to ne vidimo. Nekdo reče, ok, v kondenzator gre 42, kaj pa bolj, če gre 42, rekli smo, naj gre 40. Probajte iti v diagram kompresor, boste videli, kako je to slabo, če gre 42. Izjemna razlika. To je zelo taka senzibilno področje, moramo biti zelo previdni. Mi mislimo, ko gledamo globalno iz našega aspekta, ko se pač ukvarjamo z energijo v objektih, da je to nekaj, kar je v nekem času, nekaj, kar bo zagotovo zelo sprejeto, oziroma po tej praksi, ki jo pa sedaj imamo, vidimo, da je to nekaj, kar je v zadnjih letih nekaj, kar se je zelo posrečilo, če lahko tako rečem. Pogledamo še mogoče obnovljive vire energije, te, ki se tukaj uporabljajo, se pravi, imamo talno vodo, geosonde, površinske vode, se pravi, zelo lepo se dajo koristiti tudi energija rek. Mi smo gledali na Univerzi v Passavu, Univerza Passau Nemčija je ena taka zelo znamenita univerza, ki ima, mislim, da ima to bolj ekonomsko področje, imajo veliko objektov in tam so zajeli reko Inn. Reka Inn je tista reka, ki teče skozi Bavarsko in je v spomladanskem času izjemno muljna, da je kot kakao. Zdaj oni to vodo črpajo in jo uporabljajo za to, da odvajajo recimo kondenzacijsko toploto. Ampak moraš jo prečistiti, ne moraš kar take poslati v nek toplotni menjalnik, ker boš reči nek vse zabito. In imajo ene fine filtre, smo jih videli, ki tako perfektno čistijo to vodo, da je prav veseli. Ti filtri enako čistijo tudi morsko vodo. In pa pri rečni vodi in pa pri morski vodi imajo to funkcionalnost, da se zaradi dinamike na samem filtru tudi te larvice od školjk uničijo. Drugače lahko školjke začnejo rasti po ceveti. To je zelo važno detalj. Ampak kakorkoli, to so vse obnovljivi viri energije in so zelo primerni. Kje je to možno vse uporabiti praktično, ga ni objekta, kjer to ni možno uporabiti, če je seveda tako dimenzionirano, če je to neka 50 let stara zgradba, ki rabi 90-stopinjski sistem ogrevanja, potem na tak sistem ne gre. Ko pa imamo, bi rekel, neke zgradbe, ki jih bodisi nekoliko rekonstruiramo samo, kot je gospod Novak rekel prej, če samo okno zamenjamo, so že zmagali, ne rabimo ravno izolacijo takoj dodajati, to se tudi vidi, ker ko gremo gledati izračune transmisijskih izgub, so velikokrat prevelike vrednosti krite. Malo še nas je strah, predpisi za izračunavanje toplotnih izgub predvidevajo neke faktore, ki jih projektanti zaradi varnosti upoštevamo, da ne bi bilo premalo, ali pa dosti preveč in potem je to težava. Skratka, mi imamo to implementirano od hotelov do študentskih domov, do poslovnih zgradb, vse je implementirano. Naprava je lahko čudovita, če nima nekega ekonomskega ozadja, danes več ne gre. Tukaj smo poskušali narahlo prikazati, kaj pomeni neka ekonomska primerjava. Če bi rekli, da neka klasična naprava v investicijskem času stane toliko, tale je pa približno 25% dražja rešitev, potem pa gremo v časovni diagram, kaj to pomeni v obdobju 15-20 let. Ugotavljamo, da je pač po cirka 2,5-3 letih se ta več vložek zaradi manj porabe energije, ker vidite, da ta poraba energije raste strmo, ta poraba energije, to so stroški za energent in obratovanje, pa rastejo počasneje. In se pravi, da na tem presečišču pridemo pravzaprav do tega return of investment, se pravi, če je to ta razlika, ki je pač tak. Če bi danes gledali, recimo, ko so obresti nič na banki, tu so še neke obresti, upoštevane 2-3% obresti, potem, če se sam za to zakreditiraš, se že rešil v 3 letih, ni treba nič več namučiti dalje. To treba investitorjem dopovedati, ohrabriti jih treba. Se to spusti, Slovenija drugače ne more prešteviti energije, če ne bomo naredili manjšega nekega konzuma. No,
Tole, kar je pa tukaj, zdaj prikazano je pa prihrana. Od objekta do objekta se razlikuje. Lahko vam povem mogoče eno anekdoto na enem objektu, kjer se je bila taka naprava nameščena in po 6 mesecih prišel kontrolnik, ki je obračunaval energijo in je rekel, pri vas je nekaj narobe, mi moramo vaš elektroenergetski sistem pregledati, ker vi imate to golki objekt, pa skoraj nič ne porabite, imate pa samo elektriko, nekaj narobe, da nimate nekaj, kaj pa stane priklopljeno, ne? In so seveda šli in pregledovali in niso nič našli. Se pravi, objekt je tako deloval, kot je bilo zamišljeno, ne? Moče študentski dom Varaždin, poraba energije stari novi objekt. Ja, tam je stari objekt je grajen klasično, to je stara vojašnica, ki je bila predelana v študentski dom. Zraven je grajen novi del, novi študentski dom, bistveno bolj varčno seveda. Stari del s kotlovnico, novi del s toplotno črpalko. In poraba energije je, kot so sami povedali, približno 4 do 5 krat manjša. Mesečno gledamo, ne? Zdaj čez te zimske mesece, kot se to meri. Ja, mi imamo sistem, tako da lahko tudi to spremljamo daljinsko in vidimo dejansko, nadaljavo vidimo, koliko ta toplotna črpalka je tudi pri najtežjem pogoju, zdaj, ko smo imeli ta zadnji hlad, ko je bil, ne? To je rekel, res zelo učinkovito, tako da vidiš, da je potem tudi rezultat, ki so ga napovedali pravi. Znam, če še omenim pa Karlovec, študentski dom, ne? Tam so imeli pa v osnovi v projektu dva sistema. Hladilni agregat, ki je bil na strehi, zračno hlajen, pa klasično kotlovnico. Z dvemi kotli po 300 kW, mislim, da je bilo. In kaj smo naredili? Naredili smo to, da smo en kotl odstranili, agregat na strehi odstranili in stavili eno tako napravo zraven kotla. V bistvu je investicija bila enaka, priključne moči so ostale enake, imajo pa energent oziroma energijo bistveno ceneje v uporabi. Malo smo že prej povedali, tako deluje, bom samo par osnovnih stvari pokazali, da vas ne mučim s tem delovanja, veliko napisanega tudi na spletu. Z temle toplotnim menjalnikom pripravljamo hladilni energent v akumulatorju. Od tod naprej je poraba in distribucija po objektu. Kadar nimamo dovolj energije, ko pripravljamo hladilni energent, namreč vedno imamo tudi toplo stran in pripravljamo toplovodni energent. Če slučajno ni dovolj energije, ker pač smo šele spomladi, pa nekje potrebujemo grenje, potem še dodatno energijo lahko vzamemo iz vodnega vira, oziroma iz geotermalnega vira. Pa jemljemo odtod in akumuliramo v akumulatorju in potem odtod naprej distribuiramo v zgradbo na potrošnike. Na tej strani distribuiramo seveda na vse potrošnike, hkrati imamo tukaj pregrevalnik, oziroma hladilnik pregretih par, odtod jemljamo energijo in pripravljamo sanitarno toplo vodo. To je dodatno možnost vgraditi podhlajevalnik tekočine, da še dodatno izrabimo sistem in pripravljamo tukaj energent, odtod pa gremo pač neposredno na bojler. Če se postavimo v slučaj, da imamo samo zimo in hladilna energija ni potrebna, potem se vsa energija preko tega menjalnika in geotermalnega vira dovaja v napravo preko kompresorja v akumulacijsko stran toplotne črpalke in v akumulacijske posode. Se pravi, sta dva akumulatorja? Dva. Koliko je pa velikost teh? Ja, zdaj takole, akumulatorje lahko pogledamo iz različnih vogalov. Se pravi, akumulatorje lahko shranimo določeno količino energenta, kilovatnih ur, lahko ga pa uporabimo tudi tako, da je hidravlično tako prirejen, da omogoča tisto obliko delovanja naprave, ki je potrebno, zato da lahko zagotovljamo kakovostno delovanje sistema v sami napravi. Ko gledamo iz tega vidika, so te posode lahko relativno majhne. Opcija je, da objektu energijo tudi akumuliramo z malo povišano temperaturo ali z malo znižano temperaturo v objektu
to je neka oblika akumulacije. Druga oblika je pa ta, da če imamo možnost, da imamo tukaj velik akumulator, je pa stvar preračuna, kako naj bo velik, da bomo, ne vem, shranili energije za uro, 2, 3. Dejstvo tudi je, da ko pustimo tako napravo, da deluje, ki ima vedno več kompresorjev, je ta zelo prilagaja svojo moč porabljanja, oziroma svojo priključno moč, ne priključno, ampak trenutno porabljeno aktivno moč zelo prilagaja. In zelo redko, kdaj se zgodi, da imamo -13-14 dni, ne? Da ta agregat mora delati. Veste, kakšne so poprečne srednje temperature po mestih, so zelo visoke in ta agregat se temu zelo prilagaja. Obratovanje za tisto polno močjo je takšna redkost. Ponavadi še pa tudi to, ker so moči, vsaj zaenkrat, če veliko krat predimenzionirane. Projektant je malo strah, vse nas je malo strah, da ne bo premalo. In če tu dobro optimiramo, kljub temu, da smo dobro optimirali, je teh slučajev, da mora naprava za polno močjo obratovati zelo malo. Treba razumeti, da inercija objekta, toplotna, je izjemno velika. Tukaj ena sprememba, po enem dnevu ali pa 2 se bo mogoče za eno temperaturo zgodilo, da se pada temperatura, če skoraj nič ne bi segrevali, tako da skoraj nič pa nikoli nič. Ko imamo pripravo samo hladilnega energenta, se pravi tukaj pripravljamo v akumulatorju energijo za to, da jo pošiljamo naprej v zgradbo. Sanitarno vodo smo pripravili, ta akumulator je poln, ker je to zelo hitro polno in zdaj nimamo več kam z energentom. Potem ga preko tega sistema tukaj vrnemo nazaj v geotermalni vir. In ko delamo tako, takrat tukaj zelo lahko nadzorujemo delovanje te toplotne črpalke, ker jo držimo na kondenzacijskem tlaku. Mi ne rabimo pri 40 dati 25 barov. Mi lahko peljemo tukaj 13 barov. In če gremo pogledati v diagram kompresora, kaj pomeni ta nizka temperatura kondenzacije, boste videli, da so to svetovi, ne razlike, svetovi. In če imaš to možnost, da prav tako pelješ po njime, poraba energenta pri pripravi hladu res manj ne gre. In to je ena velika prednost. In seveda, če tukaj optimiramo potem priključne električne moči take naprave, potem ko vidimo, kako lahko zmanjšamo priključek na elektrodistribucijo. Ne smemo pozabiti, da je energija na vtičnici, tukaj, ko se mi priključimo za kablom, državo stane približno 4500 €, 1 kW. Zato, da to zinvestiramo. T6, ko rečemo T6 kW na vtičnici je 4500 € približno, to smo mi morali plačati, ali pa bomo še. Zato je vsak kilovat, ki ga uspemo prištediti na priključni moči, izjemnega pomena. To se je seveda pri eni toplotni črpalki ne bo poznalo, medtem ko če to pride v nek sistemski proces, je pa potem to lahko velik vpliv. In enkrat bomo ugotovili, da ne rabimo dodatnih virov električne energije, ker jih imamo dovolj, samo šparati imamo. Tukaj vmes je seveda še nebroj nekih simultanih kombinacij, s tem vas ne bi preveč mučil, ker en software za tako naprave je izjemno kompleksen, izjemno veliko funkcionalnosti ima, tako na strani priprave energenta, kot na strani internega obratovanja. Zavedati se moramo, da ko nek agregat teče, je najbolj pomembno, da smo naredili vse, da kompresorji tečejo pod pravimi pogoji. Nič ne pomaga, da napravo teramo na polno, pa brez glavo, ampak kompresorji morajo delati pod pravimi pogoji, ker samo kompresorji lahko doživijo havarijo ali se pokvarijo. Vse ostalo manj. In to je velika naloga regulacije, da tako dela. Izoliram to, da je to že vse narejeno, že sprobano. Lahko začnemo vrčevati danes. Moče še nekaj takih objektov, ki so mogoče malo zadnjega časa bili zgrajeni. To je recimo vrtec Švačane, izjemno zanimiva zgodba. Poleg tega, da ima ta obnovljivi vir, vidite, kako je dizajniran, vse v eni etaži zelo raztegnjeno. Pravilno bi specifična priključna moč morala biti velika, ampak je dobro gradbeno fizikalno narejeno, tako da to čudovito funkcionira z tam na vodi, ki je na globini. 10 metrov, 12 metrov je voda v nivo nekje tam. Zelo se dvigne včasih, vrtina je 20 metrov maksimalno. Kot vir, ne? Talna voda je vir. Tak objekt, recimo v Celju, neka nova poslovna zgradba,
In tukaj je veliko nekih objektov, tudi vidite, turška ambasada v Srbiji, Karlovac, zopet en super hotel imamo na Fruški gori, kjer imamo 18-stopinjsko termalno vodo, ki jo oni uporabljajo kot zdravilno vodo. In jo potem lahko poleti in pozimi uporabimo za to, da ali jemljamo energent ali da dajemo višek energije v to vodo. Skratka, nič niso rabili narediti in imajo vse pokrito, tako ogrevanje kot hlajenje. No, zdaj smo trenutno v enem zanimivem projektu, dobro, ta projekt se ravno kar zdaj zaganja na Murglah, ampak